V nedeljo bo v Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti potekalo skupno katoliško-evangeličansko obhajanje spomina na reformacijo, ki se ga bo poleg številnih visokih gostov udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Že pred dobrim letom smo se predstavniki katoliške in evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji pogovarjali o tem, kako skupaj praznovati in tudi obhajati 500-letnico reformacije. In z obeh strani je prišla pobuda, da bi to obletnico obeležili tudi skupno spominsko slovesnostjo z ekumenskim bogoslužjem. V pogovorih smo določili cerkev Martina Lutra v Soboti kot kraj tega dogajanja. Menili smo, da počakamo na zgodovinski ekumenski dogodek na Švedskem, ki se je zgodil 31. oktobra letos, na katerem sta papež Frančišek in predsednik Svetovne luteranske zveze Munib Joan v Lundu po ekumenski molitvi tudi podpisala skupno katoliško-luteransko izjavo. Tega ekumenskega dogodka se je udeležil tudi škof Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji, magister Geza Filo. Skupna katoliško-luteranska izjava v Lundu na Švedskem sloni na ekumenskem dokumentu Od konflikta do skupnosti, ki smo vam ga pozno spomladi že predstavili. Ekumenski dokument Od konflikta do skupnosti in skupna katoliško-luteranska izjava izpostavita 50 let stalnega in sadopolnega dialoga med katoličani in evangeličani. To je pomagalo prerasti številne razlike, ter je poglobilo razumevanje in pa zaupanje med nami. V tem obdobju smo spoznali, da smo se približali drug drugemu, predvsem v skupnem služenju bližnjemu, pogosto celo v razmerah trpljenja in celo preganjanja. Tudi v Sloveniji imamo podobno pot ekumenizma, kot ga odkriva ekumenski dokument Od konflikta do skupnosti in pa skupna katoliško-luteranska izjava v Lundu na Švedskem. V preteklih stoletjih smo se tudi v Sloveniji močno ozirali na predsodke in spore in tega tudi mi ne moremo spremeniti. Lahko pa gotovo veliko spremenimo v sedanjosti, ko se skupaj oziramo na našo skupno vero v Jezusa Kristusa, tudi se skupaj spreobračamo, skupaj beremo in poslušamo Božjo besedo, skupaj molimo, skupaj delamo dobra dela, pa tudi, ko se skupaj veselimo ali pa skupaj žalostimo. In v tem je tudi naše skupno pričevanje Jezusa Kristusa v svetu, ki kliče po upanju in se želi mirne prihodnosti. V duhu ekumenskega bratstva se bomo katoličani in evangeličani zbrali na skupni spominski slovesnosti z ekumenskim bogoslužjem v Evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Soboti in sicer v nedeljo 6. novembra ob 15. uri. Ta spominska slovesnost nosi naslov Od konflikta do skupnosti, združeni v upanju. Želimo si, da bi to nedelja bila sobota kot majhen Lund na Švedskem in hočemo, da bi tudi v soboti to nedeljo skupna spominska slovesnost z ekumenskim bogoslužjem bila znamenje naše skupnosti, ki je v upanju združena pri bogoslužju in tako bomo dodali še našo prošnjo Bogu za edinost obeh cerkva. No, naj povem, kdo je že potrdil udeležbo na tej slovesnosti. Torej, poleg obeh evangeličanskih škofov, gospoda magistra Geze Fila in gospoda magistra Geze Erniše in seveda tudi duhovnikov obeh cerkva in duhovnic evangeličanske cerkve, bo še tukaj Stanislav Zore, ljubljanski nadškof in metropolit, njegov tajnik, dr. Stanislav Lipušek,
celjski škof, ki je hkrati tudi predsednik ekumenskega sveta, potem jaz kot soboški škof, potem nadškof Juliuš Januš, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji in dr. Joško Pirc, predstavnik koprske škofije. V imenu Srpske pravoslavne cerkve bo prišel Milan Dudukovič, namestnik metropolita za Slovenijo, in pa Milan Jovanovič. V imenu Binkonšne cerkve bo prišel dr. Daniel Grabar. Od županov so najavili svoj prihod Zoran Hoblaj, podžupan Mestne občine Murska Sobota, potem Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik, Drago Vogrinčič, župan občine Cankova, Franc Horvat, župan občine Tišina in Milan Kerman, župan občine Beltinci. Z državne strani bo navzoč tudi gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, potem dr. Gregor Lesjak, direktor Urada za verske skupnosti, Jože Horvat, predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, potem Marjan Mavčec, sekretar Državnega sveta Republike Slovenije in Damir Ivančič, direktor Policijske uprave Murska Sobota. Lund je torej tisto mesto, kjer je bila ustanovljena Svetovno-luteranska zveza, ki je takrat povezala ta protestantsko-luteranski svet v eno asociacijo, ki danes združuje prek 142 cerkva širom tega sveta. In članica tega torej sveta in te asociacije je torej tudi Slovenska evangeličanska cerkev, in tudi mi smo tu doma pozdravili to idejo in ta namen, da se ravno v Lundu srečata tako papež Frančišek, kakor tudi oba najvišja predstavnika Svetovno-luteranske zveze, njen predsednik Munip Junan in generalni sekretar dr. Martin Junge. Gotovo je dokument, o katerem je bilo že govora, od konflikta do skupnosti, tisti najpomembnejši element, torej nekaj fundamentalnega, na čem smo se začeli pogovarjati že pred 50 leti in kar je obrodilo prav gotovo mnoge premike, tako v teoloških pogledih rimsko-katoliške cerkve, kakor tudi evangeličansko-luteranske cerkve. Dokument je torej odlična podlaga za to, da nadaljujemo na tej poti in da še bolj poglobljeno premislimo vse tiste implikacije, ki jih bo dejansko imel ta dokument na vsakdanje življenje. Torej brez tega, da bi dokument za svojo bogato vsebino nagovoril nas v čisto konkretnem življenju in vsakdanjem, torej tem medsebojnem nekem odnosu, bo prav gotovo dokument ostal samo na neki akademski ravni, kar si pa gotovo nihče ne v eni ne v drugi cerkvi ne želi. Torej te praktične implikacije in seveda torej to, da v vsakdanjosti potem živimo to, kar je v tem dokumentu tudi napisano, torej kot Kristusovi otroci ene in druge cerkve, in verjetno bo krščanstvo moralo stremeti za tem, da bomo nekoč v prihodnosti govorili o eni Kristusovi cerkvi. Torej jaz razumem, da so pogledi na Boga, vero, cerkev različni, to je legitimna pravica slehernega človeka, slehernega vernika, ampak dokument tako lepo izpostavlja, da poudarjamo tisto, kar nas združuje, kar nas povezuje, kar nam nekako tudi nakazuje smer, kako iti naprej. Torej ta vsakdanja aplikacija tega dokumenta in krščanskega življenja v našem medsebojnem življenju, medsebojnih odnosih. No, tu bi morda izpostavil 5 nekih torej tistih točk za skupne izjave papeža Frančiška in Muniva Junana, torej z 31. oktobra v Lundu, kjer je nekako osnovna nit bila torej tista Jezusova izpoved iz Janeza 15:4, torej ostanite v meni in jaz v vas, kakor mladika ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Torej,
Jezusove besede, ki jih je povzel Janez, torej predvsem z hvaležnim srcem dajemo to izjavo in s hvaležnim srcem sprejemamo torej tudi to 500. obletnico začetka reformacije naslednje leto. Torej, če so bili spori, naj bo danes občestvo, če na kratko povemo, naša prizadevanja za skupno pričevanje in seveda potem prav gotovo pomemben del te izjave, torej eno v Kristusu. In potem seveda poziv tako evangeličanom kot katoličanom širom tega sveta, da bi to, kar nas druži, kot že rečeno, potem v vsakdanjem življenju tudi uresničevali. Jaz mislim, da smo na tej poti, da bomo začeli vse bolj in bolj razumeti, torej to željo, tudi Kristusovo željo, da smo njegovi učenci in da v tem svetu skupno pričujemo za to dobro, kar nam evangelij ponuja. In prav gotovo bomo to lažje in bolj verodostojno in tudi bolj relevantno storili, če bomo to delali kot kristjani skupaj. Mislim, da je prišel čas, da se nobena cerkev, govorimo o krščanskih cerkvah, danes več ne more privoščiti nobenega ekskluzivizma, brez tega, da bi se ozirali tudi na druge. In to spoznanje je v teh 50 letih zorelo, to spoznanje je danes tudi v naših srcih in prepričan sem, da nas bo to vodilo k eni bratsko-sesterski skupnosti in občestvu še tudi v prihodnje. Torej, naša želja je, da bomo čim bolj uresničevali torej tudi, kar je Jezus povedal, da bi bili eno. Kot rečeno, poti k Bogu so pa vse legitimne, če za sabo, če nekoliko prispodobno povem, ne puščajo žalostnih obrazov, objokanih ljudi in še večje katastrofe, kot dejansko v tem danjanem trenutku tudi v svetu poznamo in jih živimo. To naj bo naš prispevek torej k temu, da se bomo ljudje, vsi ljudje iz tega sveta, še tudi kristjani med seboj, čim bolj razumeli in čim bolj postajali to, kar smo, torej eno v Kristusu in povezani eden za drugim. Skupna izjava luteransko-katoliškega dokumenta od konflikta do skupnosti se glasi: ekumenska pot omogoča luteranom in katoličanom, da skupno razumevajo in presujejo spoznanje Martina Lutra in njegovega duhovnega izkustva evangelija o božji pravičnosti, ki je hkrati božja milost. In kot smo slišali, že več kot 50 let si luterani in katoličani prizadevajo za medsebojno spravo in za medsebojno razumevanje. In tokom teh let sta obe cerkvi prišli do spoznanja, da je tega, kar nas povezuje kot kristjane, veliko več kot tega, kar nas ločuje. Pri že omenjeni ekumenski božji službi v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti bodo sodelovali škofje in duhovniki ter duhovnice evangeličanske in rimokatoliške cerkve, pevsko zbora iz obeh cerkva, glasbena skupina iz evangeličanske cerkvene občine Murska Sobota ter seveda verniki obeh veroizpovedi. Obe cerkvi bosta v obliki molitev, nagovorov ter branja izjav skupnega dokumenta prosili za delovanje božje ljubezni, milosrčnosti in medsebojne sprave. Zbrane vernike in občestvo bosta ob tej priložnosti nagovorila škof evangeličanske cerkve na Slovenskem magister Filogeza in Stanislav Lipovšek, celjski škof ter predsednik Slovenskega ekumenskega sveta. Škof dr. Peter Štumpf in častni škof magister Geza Erniša bosta prebrala 5 imperativov oziroma zavez, ki sta jih izdali Svetovna luteranska zveza in Rimokatoliška cerkev. Tile imperativi se glasijo: prva zaveza, katoličani in luterani naj vedno izhajajo iz perspektive edinosti in ne iz perspektive ločitve, da bi krepili to, kar imajo skupnega, tudi če je veliko lažje videti in doživljati razlike. Druga zaveza ali drugi imperativ, luterani in katoličani se morajo stalno prepustiti in pustiti spreminjati s srečavanjem s drugimi in z medsebojnim pričevanjem vere. Tretja zaveza. Katoličani in luterani naj bi se ponovno zavezali, da bodo iskali vidno edinost, skupno naj izdelajo konkretne korake in vedno znova naj stremijo k temu cilju.
4. zaveza. Luterani in katoličani morajo skupaj ponovno odkriti moč Evangelija Jezusa Kristusa za naš čas. In 5. zaveza. Katoličani in luterani naj v oznanjevanju in služenju svetu skupaj pričujejo za Božjo milost. Ekumenskemu druženju Božji besedi bodo prisostvovali, kot je bilo že omenjeno, tudi predsednik države Borut Pahor, drugi vidni predstavniki političnega in gospodarskega življenja, predstavniki Srbske pravoslavne cerkve in Binkošne cerkve. Po Božji službi bo druženje vernikov in udeležencev ekumenskega bogoslužja na dvorišču evangeličanske cerkve Martina Lutra v Murski Soboti. In veliko veselje in čast nam je, da lahko skupaj podoživljamo to spravo, to enotnost, ki se je začela, kot že omenjeno, z podpisom tega dokumenta od konflikta do skupnosti 31. oktobra 2016 v Lundu, in da lahko ta svečani dogodek prenesemo in podoživimo tudi tukaj v Murski Soboti, kajti menim, da je pomemben za celotno slovensko skupnost in pa še posebej za krščanske cerkve, ki delujejo v Republiki Sloveniji.